Dve stvari sta me ta teden spravila v blaznost, pa veliko komentarjev na internetu prpnem in te tudi povabim, da se pridružiš skupini Elektrovozila Slovenije, pa Leas, lastniki električnih avtomobilov Slovenije, in sicer dva izbora za najboljši avto leta, ta glaven Car of the Year Award, ful me je zmotil, pa zmotil me je valjda tudi slovenski avto leta za leto 2025 izbora, ki sta umestila moje najslabše avtomobile 2024, torej avtomobile, ki jih boste videli v nadaljevanju tega videa, v ta ožji izbor finalistov. V Sloveniji samo Dacia Duster, Koti, torej Car of the Year Award, pa kar dva avtomobila, Dacia Duster in Renault 5. In jaz sem se odločil, da bom na začetku tega videa v postprodukciji tole gledate par tednov potem, ko je bil tale video zmontiran, preden ga bom objavil, razkril, kaj mi pač tukaj ni všeč. V slovenskem avtomobilu leta 2025 namreč ni električnega avtomobila oziroma avtomobila, ki bi bil le električen. Pri tem pa sta bila v izboru dva res dobra. En je ID.7, po vsej verjetnosti avtomobil, ki bi lahko rešil Volkswagen v Evropi, če bi ga znal Volkswagen pravilno komunicirati, pa tudi dati v test ljudem, kot sem jaz, imam ta en tak shadow ban, po gospej Sabrini, ter pa Volvo EX30, za moje pojme en tak zelo pogumen poskus, kako nek premijski brand približati cenam Volkswagena, hkrati pa ponudil vse, kar je ta premijski brand do zdaj ponudil, in vsi reviewerji, ali pa večina teh mlajše generacije, verjamem, da je tudi pri slovenskem avtu leta ta avto dala med top 5 in ga dobro ocenila. Ampak realno gledano v slovenskem avtu leta ta hip nimamo električne platforme, torej avta, ki bi imel električno platformo, imamo pa Škodo Superb, najbrž dizla, ki bo vsekakor po moje zmagal na tem izboru in se sploh ni treba več pogovarjati, ker vemo, kako Slovenci glasujejo. Druga stvar, Car of the Year Award, dva avtomobila, ki ne spadata noter v finaliste. En je Renault 5, ki bo najbrž avto leta, evropski avto leta skoraj 100%, in pa Dacia Duster zaradi svoje v bistvu slabe ocene na NCAP-u, pa ne bom trdil, da je NCAP tisti benchmark ali pa nekaj, kar bi ljudje mogli za zlato vzeti, pove pa saj osnovne stvari, kako delajo asistenčni sistemi, to je ena stvar. Druga stvar pa pač, te osnovne reči so nekako sprobane, čeprav vsi proizvajalci dosti preveč prilagajajo avtomobile za ta test in Kitajci izdelajo zdaj nove, pa tudi določeni proizvajalci kot Volvo drugačne ali pa, bom rekel, iz drugega zornega kota narejene teste, tako da ni ta varnost absolutna na tem NCAP-u. Je pa predpogoj, da lahko avto sploh finalist, saj po moje. Zdaj pri avtomobilih, ki te ocene nima, tako ker Renault 5 je to ful težko. Vemo pa, da Renault zadnja leta, kar se tiče varnosti, tudi Renault Symbios, to je eden od avtov, finalistov slovenskega izbora, ima tudi samo 4 zvezdice. In kolikor ta ocena je, bi mogla ta ocena močno vplivati, kaj pride v finale in kaj ne. In to me je tudi zelo razpizdilo. Moram pa reči, da je v evropskem avtu leta relativno dober izbor električarjev. To je Hyundai Inistar pa Kia EV3. Čeprav pri EV3 nisem čisto 100%, da je tam kaj prav posebenega. Avto ima 400 voltno arhitekturo, namesto da bi imel 800, pa še par stvari, ki me tam zmoti, tudi velikost ta osnovne baterije je na meji, mislim, da okoli 58 kW in pa mislim, da ima 204 konje, tako je včasih imel ID.3. Tako da, tukaj sem zdaj popluval to, kar sem imel za popluvati, pa mogoče povem, zakaj je stanje na teh izborih takšno. Stanje na teh izborih je takšno, ker je povprečna starost avtomobilskega novinarja 50+. In ko smo stari enkrat 45+ let, če nismo malo posebni v glavi, tako kot jaz, nismo pripravljeni na spremembe in nas te tehnologije ne zanimajo. In zdaj so se avtomobili pravzaprav spremenili iz nekih takih klasičnih ročnih mehanskih ur v vedno bolj digitalne naprave, na neke tablice s kolesi, dajmo temu tako reči, kup enih asistenčnih sistemov, ki že uporabljajo delovno umetno inteligenco, z avti se lahko pogovarjamo, tako kot s telefoni. Kup enih stvari se je začel tukaj zelo približevati temu zelo high-end
tehnološkemu produktu. Ne. In te klasične ročne ure, ne, ki so bile zdaj stoletje, ne, počasi postajajo pametne ročne ure. Ne. Avti počasi prehajajo na elektriko in počasi bojo ratali tudi pametni oziroma umetno inteligenčni in bojo skoraj ali pa že sami vozili, kot Tesla s FSD v Kaliforniji. In prav ta shift, temu shiftu v tehnologijah in napredku avtomobilistični novinarji ne sledijo, ker so v narekovajih mehatroniki in niso tehnologi. In tukaj jaz vidim predvsem to veliko nerazumevanje ali pa nesprejemanje električnih avtomobilov. Tako da so oni kot strokovna javnost pravzaprav krivi za stanje avtomobilske industriji, zato ker ne spodbujajo inovacij in še vedno naprej porivajo klasiko. Zdaj, bodimo odkriti, če se vozi z ID.7 pa Škodo Superb, oba dva letnik 2025, ali je za 90% ljudi vožnja z ID boljša kot za Škodo Superb, torej je manj treslajev, manj bočnega nagibanja, boljši pospeški. No, če se tukaj zdaj približujemo temu, bomo ugotovili, da je samo en faktor, to je faktor dosega, ki pa pri ID.7, saj z veliko baterijo ni več faktor. Avto se lepo pa hitro polne, škoda, da imamo 800-voltna arhitektura, da bi se lahko še hitreje, ampak se že zdaj ob teh danih parametrih hitro polne. Hkrati pa ima avto res dober doseg. Govorimo o realnih avtocestnih, pri realni 135 do 40 km, vsaj 420-430 km, kar je pa že neke 4 ure vožnje in zahteva premor 15 minut, ker drugače mislim, da tudi profesionalni vozniki morajo vsake par ur vzeti en break. Tako da jaz tukaj ne vidim več tega, je pa dejstvo, da je to že razdalja Ljubljana-Split, ali pa Ljubljana-München ali pa še kaj drugega. No, tako da to so res že velike razdalje, to tudi strateško pripelješ do Münchna z enim tankom, predvsem, ker se dol spuščaš proti njemu. Ampak, dobro, pustimo detajle zdaj. Jaz sem probal samo to razložiti, da je problem v shiftu tehnologij, da klasične ure definitivno postajajo pametne ure in da so avtomobili počasi druga kategorija. Dogaja se tisti Nokia trenutek, pa Ericsson, to so tiste znamke, ki sta bile pred letom 2007 največkrat po žepih evropskih kupcev, pa jih ni več. In podobna zgodba se dogaja zdaj tudi z evropsko avtoindustrijo. Vemo pa, kdo je vstopil v tem tehnološkem prehodu iz telefonov na tipke, sicer mobilnih, na pametne telefone. Američani, Tesla, iPhone, Korejci, Samsung, Kia, Hyundai in tako naprej, ter pa seveda Kitajci. In Evropejcev ni nikjer. Pri pametnih telefonov Evropejcev ni. In podobna zgodba se bo zgodila tudi pri avtomobilih, kjer so bili Evropejci number one, pa vemo, kje so. Tako da ja, upam, da sem vam razložil. Zdaj pa k mojemu lepotnemu izboru. 3 najslabši avtomobili leta, 2 že poznate, tisti, ki me spremljate, drugi se pa naročite, pa ne bo treba to dvakrat gledati. In pa seveda najslabši avto leta 2024. Torej to, kar je vam prišlo v letošnjem letu, pa me je tako groza. Zadnji je res grozen, pa ni grd, pa ful ima vrat ta brand, pa vse je okej, ampak vse je narobe. Tako da, pejmo pogledati. 3 avtomobilske katastrofe leta 2024. Avtomobili, ki so mene osebno ful razočarali, kljub temu, da moram priznati, da sem za enega ali pa 2 od njih tudi navijal. Med temi 3 je pa celo en avto, ki mu lahko rečemo najslabši avto leta, definitivno. Z mano se ne bo strinjal praktično noben mainstream novinar. Zato, ker so oni družbeno-politični delavci in seveda, kar jim narekuje kapital, to oni prenašajo vam. Jaz bom pa tokrat čist brez roza očal povedal vse, kar je s temi avtomobili narobe in zakaj ti avtomobili niso tako dobri, kot so oni to zapisali, povedali v kamere in jih propagirali na ta način javnosti. Tako da, pojmo pogledati. 3 avtomobili, ki niso tako dobri, kot se zdijo na prvi oči. Evo, prvo avto, Dacia Duster. To je v bistvu avto, ki sem ga jaz najtežje pričakoval od vseh avtomobilskih novosti letos in tudi avto, za katerega sem jaz osebno navijal,
da bo popravil vse, kar je bilo narobe s prejšnjim modelom in stopil en tak velik korak naprej. Da bo Dacia ratala neke vrste Škoda za Renault. Torej pomeni ena tista znamka, ki bo v bistvu prehitevala svojo primarno znamko. In Dacia Duster me saj na 3 področjih precej razočarala. Prvo področje je v bistvu varnost. Dacia nikdar niso bili znani kot izjemno varni avtomobili, ampak jaz sem pričakoval, da bo nova generacija tukaj naredila en tak lep preskok, oziroma da bo šla en korak naprej, da ne bo avto na NCAP-u dosegel samo 3 zvezdice, ampak jih bo dosegel vsaj 5. Veliko novinarjev boste slišali, ki bo govorili, da je avto te 3 zvezdice dosegel zaradi tega, ker ima slabe asistenčne sisteme, ampak ni res, ko gre za zaščito odraslih potnikov, je dosegel, mislim, da samo 74%, kar je malo, kar je res v bistvu malo v primerjavi z nekaterimi drugimi konkurenti in nakazuje na to, da avto nima te osnovne strukturne trdnosti pri bočnih trkih in razne druge zadeve s tem povezane. Jaz mislim, da je leta 2024 pomemben, da ti asistenčni sistemi tako dobro delajo, da preprečiš, da bi zbil, naprimer, kolesarja, zato ker imaš takšen asistenčni sistem na razpolago. Nič ne bi bilo narobe, če bi bila Dacia 10-15% cenejši avto, tako boste pa osnovno Dacia dobili za 19.500 evrov, tako, ki ima vzvratno kamero, pa ki ima nek normalen LCD ekran. Tam bi pa človek pričakoval, da je to kategorija, kjer imate Volkswagen Toyota ali pa T-Crossa, pa še kup teh avtomobilov, drugih blagovnih znamk, tudi Renaulta, ki pač seveda so namenjeni drugemu segmentu kupcev, ampak ponujajo pa to osnovno varnost. Tako da, to je prva stvar, ki me je res razočarala. Če se glede varnosti z mano ne strinjaš, daj stisni kakšen komentar. Zikar sem kakšno provalil, ki ni najbolj točna, ampak sam primerjaj te 3 med sabo. Razlika je bistvena. Res je, da sta ostala 2 električna, itak bolj varna, ampak o tem, da je drugič. Poleg tega je pa treba vedeti, da sta oba Kitajca. A ja, zikar te zanima, kaj si mislim o elektriki. Stisni like, pa follow, sledijo take vroče teme, po moje še bolj Dacia je samogrevanje. Druga stvar, ki me je pri tem avtomobilu razočarala, je v bistvu občutek plastičnosti. Tako Dacia, ki bi se jo jaz izbral, bi bila najbrž 4x4, pomeni, da bi dal za njo 26 ali pa 27 tisoč evrov. Kaj to pomeni? Kar precej enega denarja za toliko ene plastike. Jaz s trdo plastiko nimam nikakršnih težav. Če je ta trda plastika malo mastna. Tisti, ki poznate dobro avtomobile, boste vedeli, kaj pomeni. Naprimer, japonska mastna plastika, taka, ki se leta ne okvari oziroma ostane takšna, kakršna je. Plastika v Dusterju, tudi v zunaj, ki naj bi bila 20% reciklirana, pa saj po mojih mikrotestih z nohtom ni čist taka. Če se pozna ena taka manjša rajsa z nohtom, tako čist v testu, turni plošči ali pa na bočni zaščiti koloteka, potem pomeni, da to ni neka huda kakovost ali pa nekaj prav zelo posebenega pa inovativnega. Torej to, avto za 28 tisoč evrov ne bo imel mehke plastike za komolc na vratih, tako da to je tista težava. To je dodatek, ki nastaja v montaži, stvari, ki sem jih v spontanem izlivu pozabil poudariti, pa so precej nujne. Dacia Duster ne boste mogli dobiti s pogonom 4x4 in avtomatskim menjalnikom, kar je zame čisti fail. Avtomatski menjalnik je namreč namenjen samo hibridnim različicam, kar je na nek način ful čuden. Potem pa na drugi strani ti hibridni avtomobili nimajo 4x4 pogona, tudi precej zanimivo. Hkrati pa mi ni logično, da v opremi Essential, torej tisti najbolj osnovni opremi, ni na voljo pogona 4x4 za tiste res gozdarske Dacie, ki smo jih največkrat videvali ob gorskih kočah po službi Elektra. Pa še ena stvar, Dacia Duster je bil vedno neke vrste workhorse, ki si ga lahko dobil v homologacije N1. To pomeni, da si lahko odbil davek pri podjetju. Ja, tudi tega ni več. Tretja težava tega avtomobila je pa cenovna politika, čisto po pravici povedan, to, kar sem povedal, v tej kategoriji avtomobilov, okoli 20 tisoč evrov, sploh pa boljše opremljenih avtomobilov, okoli 25, ali pa celo tazga hibridnega za 28, je kup enih avtov. Za 28 tisoč dobite popolnoma opremljeno Ford Kugo z vso opremo, avto, ki dosega popolnoma drugačen standard varnosti, kot ga je dosegel Dacia Duster. Kup avtomobilov se začne tukaj pojavljati v teh zneskih, kjer se mi zdi pa, da Dacia Duster ni več tista cenovno ugodna izbira, še posebej, če pomislim, da ima samo 3 zvezdice v varnostnem testiranju NCAP. Tako da ja, to je to. Tukaj se mi zdi, da še pa Dacia Duster. Da povzamem, Dacia je zares posebna, sam zaradi 4x4 pogona. Takšna je za posebno skupino kupcev odlična.
Ko pa Dacia dozameš ta 4x4 pogon, postane neravno varen in precej plastičen avtomobil, ki ne dosega standardov konkurence oziroma je precej pod njimi. Zato bi lahko osebno priporočil samo različico s 4x4 pogonom, ker ta zadane bistvo tega avtomobila. Osebno bi se torej odločil za Dacia Duster, ki ima 130 konjev, 4x4 pogon in nivo opreme Expression. Stane dobrih 23 990 € in je tak sweet spot. Od opreme ima vse tisto vzvratno kamero pa normalen infotainment sistem. Tako, povedal sem. Ta avto, po mojem mnenju, predstavlja eno največjih laži leta 2024, hkrati pa začetek konca Renaulta. Evo, avto številka 2 je Renault 5. Avto, ki bo po vsej verjetnosti tudi evropske avto leta, glede na to, da so tako zelo navdušeni novinarji nad njim. Jaz sem pa na njemu že takoj, že v sami predstavitvi videl ene par stvari, ki me je resnično zmotil in zaradi tega mislim, da je ta avto precejšen flop ali pa na nek način čustven nateg. Ok, moram priznati, da so pri Renault pravi mojstri manipulacije ali pa se sam delajo zelo neumne, tako kot nekateri avtomobilski novinarji in influencerji. Nova 5 namreč ne prinaša nič novega v svet električnih avtomobilov. Zanimivo, kako se pri Renault ničesar niso naučili od skupine Stellantis. Ta zadnja 4 leta izdeluje avtomobile z identičnimi karakteristikami kot je nova 5. Torej, nekje 50 kW baterijo in 100 kW polnjenjem. To so Opel Corsa, Peugeot 208 in pa električna Moka, pa še kakšen avto bi se našel. Vsi te se zaradi svoje prodajne neuspešnosti v Sloveniji niti ne prodajajo več. Se jih niti ne najdeš v uradnih cenikih prodajalcev. Ne najdeš jih pa niti na auto.net, mislim tistih novih, kar nam jasno govori, da takšni avtomobili za prehod na e-mobilnost resnično ne funkcionirajo. Zato dvomim, da tovrstna tehnološka konfiguracija električnega avtomobila, kot jo prinaša nova 5, v letu 2025 ne prinaša uspeha. Še posebej v pogledu na ceno. Valjda nam avto odpustil samo to, da je luštkan. Pejmo naprej. Renault je naredil avto, ki se ga vsi ful dobro spomnimo in spet podobno kot Dacia Duster, stav na to, da nas bo avto vizualno prepričal in da večina ljudi tako ne bo vedel, kaj pomenijo kilovati, pa hitro polnjenje in tako naprej. Področje, kjer ta avto nažalost šibek. Mene je avto tudi razočaral zaradi enega dejstva, da je Renault ena tistih blagovnih znamk, ki je v preteklosti pokazala, da zna zelo dobre električne avtomobile delati. Tak je bil, na primer, Renault Megane E-Tech, ki je vsaj v mojih očeh eden najboljših električnih evropskih avtomobilov. Je pa problem tega avtomobila to, da ni znal v bistvu se dobro prodajati in zato Renault na nekatere njegove lastnosti ne stavi več pri novih avtomobilih, meni se zdijo pa izjemno pomembne. Pa da ne bo kdo mislil, da ne cenim retro žmohta tega avta. Sem 45 let star prdec, ki me valjda je reinkarnacija nove 5 do konca seksi. Za mene pač ne kupijo te umetne joške brez prave vsebine. Dajmo se zdaj čisto zares dobro vprašati, kdo bo padel na ta retro šik. Mladi upokojenci. Vsem ostalim neprimite mladim nova 5 ne pomeni nobenega posebnega žmohta, nobene nostalgije in nobenih spominov. No, o tem govorim. Pa pojmo kar zdaj, zakaj meni Renault 5, ta nov Renault, ta nova 5-kica, pravzaprav ni všeč. Prva stvar, ki me je malo zmoti, 52 kW baterija, to je ena tista mejna vrednost pri tej bateriji, ta električen avto, težko prvi električen avto v družini, ampak je to šele nek drug avto v familiji, namreč že nekaj časa velja 60 kW za tisto mejo, kjer je ta avto vse splošno res dobro uporaben in je lahko prvi ali pa primarni avto v družini, a ne. Obstajajo tudi mejne družine, ne, dvočlanske ali pa tročlanske, kjer bi ta avto lahko špilil v konceptu ali pa scenariju, ko je treba z Ljubljane priti do Portoroža v soboto, a ne, in nazaj z eno baterijo. Mogoče na tem mestu razložim še eno malenkost. Za tiste, ki ste zelo sveži v e-mobilnosti. Lahko bi potestirali 100 različnih električnih avtomobilov in na koncu bomo ugotovili, da je nekje povprečna poraba električnega avtomobila tam okoli 20 kWh na 100 km. Tesla bo pri avtocestnih hitrostih porabila 18 kW na 100 km, manj učinkoviti avtomobili pa nekje 24. Torej, če imaš nekje 60 kW baterijo, lahko pričakuješ 300 km dosega. Pri Tesli mogoče 350, pri nekem res neučinkovitem avtomobilu pa 230. Samo toliko za intermeca. Tako da to je njegov ta prvi problem. Ta drugi problem je to, da je v bistvu njegova obljuba
mestne mobilnosti mičkano okrnjena. Če je Megane E-Tech zmogel 22 kW polnjenje na mestni infrastrukturi, torej tisto hitro polnjenje, zdaj Renault 5 omogoča samo 11 kW. Jaz bom mogoče povedal praktičen primer, kaj to pomeni. Pomeni, da če bi šli vi z Meganom E-Tech gledati film 2 ure pa pol dolg v kino in bi ga v kinematografu preklopili na to javno polnilno strukturo, bi po 3 urah, ko prijete iz kina, imeli teh 60 kW v svojem avtomobilu, pri Renault 5 bo pa to trajalo pravzaprav 5-6 ur, torej enkrat dlje. In glede na to, da je avto namenjen za mestna središča, kjer je koli tako omejena ta infrastruktura, ki se da polniti, kjer veliko ljudi svojih polnilnic nima, bi teh 22 kW, s čimer bi se naprimer 40 kW, torej ta mehna baterija od Renaulta 5, napolnila v dobri uri 55, dajmo reči, ali pa 2 urah ali pa 2 urah 15, odvisno koliko bi uspel avto vzeti iz tega običajnega polnilnega mesta. Bi bilo to, torej prideš nekam shopping center, avto preklopiš, greš po nakupih, po 2 urah priješ, baterija polna. Pač ne, avto onemogoča v bistvu to hitro polnjenje z 22 kW. Ok, tole je edit v montaži. V svojem spontanem izlivu sem pozabil povedati, da je 22 kW polnjenje imel Renault Zoe, ki so ga nehali delati letos meseca maja. Hkrati pa je imel identično velikost baterije. Zdaj, kup znalcev interneta bo rekel, da 22 kW serijsko nima niti Porsche Taycan. Res je, to je praktično edina njegova in največja napaka. Samo na žalost meni se zdi res pomembno, da mestni avtomobili hitro filajo na mestni infrastrukturi, še hitreje pa na DC hitrih polnilnicah kot je Ionity. No, in tukaj imamo še en problem Renaulta 5. Hkrati pa ne omogoča hitrega polnjenja, res hitrega polnjenja te svoje 52 kW baterije. Pomeni, da na hitrih polnilnicah, kot je Ionity, pa ta mreža 150 plus kW polnilnic, tam boste lahko samo 100 kW polnili, kar je pa leta 2024 res malo. Map platforma, naprimer od Volkswagena, torej dajmo kar tako reči ID3, pa v končni fazi Cupra Born, polnata 150-160 kW, mislim, kar je precej več, kot zdaj pri Renaultu, kar pomeni, da boste dlje stali na teh hitrih polnilnicah. S tem se tudi v bistvu ta uporabna vrednost tega avtomobila zmanjšuje, oziroma ga oddaljuje od vašega prvega avtomobila v družini. Koliko družin ima pa 2 ali 3 avtomobile, pa sami presodite. Ta tretja stvar pri tem avtomobilu, ki je pa zelo moteča, pa vse jih je še več, je pa to, da je ta obljuba avtomobila pod 25 000 € električnega sicer izpolnjena, ampak ta avto, ki ga boste lahko pod 25 000 € kupili, ne zmore hitrega polnjenja, torej pomeni, da ga ne morete pripeljati se na Ionity in ga nafilati, ker tega pač nima. Ima samo običajno 11 kW polnjenje, tako kot mogoče BMW 3, ki je 15 let star avto. Tako, bom rekel, to pa je v bistvu tista res grozna stvar pri Renault 5, da so si dovolili to, da ne omogoča niti 50 kW polnjenja pri najcenejšem modelu, naprimer, bi bilo sprejemljivo, ker potem bi človek lahko se nekam odpravil, pa malo potrpel, pa mogoče na filu. Moram se pa na tem mestu upravičiti BMW-ju. Zadnja generacija BMW i3 je omogočala 50 kW hitro polnjenje, torej to DC polnjenje. In bi ta avto lahko služil v nekih mestnih središčih kot neka dobra alternativa ali pa res dober drug ali pa tretji avto. Tako pa pač ne more, ker ne boste mogli svoje babici nekam na Koroško pa nazaj, ker vam ne bo uspel, baterija bo premehna, avto se bo prepočasno pri babici filu. Tako da to je to, kar je Renault 5, seveda je prostor na zadnji klopi popolnoma neprimeren za kakšne mamice s kakimi dojenčki, lupincami in tako naprej. Tako da kup enih stvari pride tukaj v to debato, zakaj ta avto zelo samo po mogoče francoskem okusu, pa niti ne po okusu nekih francoskih velemest, ker tam vemo, da ni hitrih polnilnic, pa vemo, da so te tudi zasedene, kdo je bil zdaj tujini, ve, da je tudi to ratu problem, da je veliko teh počasnih polnilnic oziroma javne infrastrukture mest že kar zasedenih. Na tem mestu bi rad še nekaj izpostavil, kar res ne govori v prid novi petki. Ko bo slednja zapeljala na evropske ceste v začetku leta 2025, se bo znašla v precej močni konkurenci. Za praktično zelo podobno ceno že danes dobite ID3 ali pa Cupra Born.
Avtomobila z večjo baterijo, hitrejšim polnjenjem ter več prostora na zadnji klopi in seveda v prtljažniku. Hkrati pa na vrata trka še kakšen Francoz, kot je Citroen C3, ki se ne trudi biti nekaj, kar ni, ampak je preprosto le mestni avtomobil. Ne pozabimo na Hyundai z modelom Hyundai Inister za okoli 25.000 evrov, pa seveda množico električnih Kitajcev po 20.000 evrov. To mi govori, da bo Renault 5 eden največjih flopov v zgodovini te blagovne znamke, čeprav je hkrati ena najlepših reinkarnacij v avtoindustriji. Osebno mi to pove, da ni vedno najbolje obujati starih idej, ampak je potrebno v teh časih inovirati. In se mi zdi, da leta 2025, ko bo Renault 5 zapeljal na te evropske ulice, bo marsikjer Kitajcem omogočil 40 kW, pa polnjenje 100 kW, pa tako naprej, in ta avto ne bo konkurenčen v ničemer drugem, tako kot Dacia Duster, kot v videzu. Tako da, ja, Renault 5, zame osebno je tako mehno razočaranje, ali pa, dajmo temu reči, krvlko. Za več take iskrene vsebine, malo drugačne, kot reproducirajo mainstream mediji, pa valjda spletni influencerji, se naroči na moje kanale. BMW je meni osebno ena najljubših blagovnih znamk. Znamka, za katero sem vedno verjel, da je sposobna inovacije in jo tudi v preteklosti velikokrat dokazala. A v zadnjem obdobju se mi zdi, da delajo popolnoma vse narobe. Še posebej, ko gre za elektriko. Najboljši dokaz pa je vsaj zame, po mojem mnenju, najslabši avto leta. Mini Aceman. Evo, avto številka 3 je pa avto, ki je po mojem mnenju najslabši avto leta, hkrati najslabši električen avto leta, hkrati pa tudi moj velik strah, da gre evropska avtoindustrija v popolnoma napačno smer. Prihaja iz konjušnice BMW in gre za Mini Acemana. To je en tak zelo spet čustven avto z nekim čustvenim nabojem, ki se šlepa na blagovno znamko, ki je meni osebno ena najljubših in jo imam najraj. Tudi zaradi tega sem bil izjemno razočaran, da BMW ni ugotovil, da bi lahko pri tej znamki pravzaprav to delo, kar je delal s svojim programom i. Govorimo o BMW-ju i3 pa i8, kjer so za intermezzo. Leta 2011 je BMW za BMW i oznanil revolucijo. V ta program so predstavili svoje najboljše inženirje. Rezultat? Prvi električni model i3 leta 2013, ki nas vse povsem presenetil. Nato pa še futuristični i8 športnik s hibridnim srcem. Zgledale, kot da bo BMW tisti vodilni v elektrifikaciji. Ampak potem je BMW popolnoma popustil. Naredili res dobre avtomobile, ki so nekako napovedovali svetlo prihodnost te blagovne znamke. Ker je prišel namreč ta Mini Aceman pred dobrimi 3 tedni ven, oziroma vsi te podatki globalne predstavitve, sem si rekel, pač se BMW na ta način ne bo mogel preživeti. Avto ima približno 1800 kg, malo se umešča med v bistvu Countrymana pa 5-vratnega Minija, tam nekje vmes hoče stopiti. Gre seveda za električen avto, ta osnoven ima 39 kW baterijo, ta večja baterija je 49 kW. Ko govorim o kilovatih v baterijah, valjda mislim kilovatne ure, da ne boste vsi one lektori takoj okoli padli, se bom poskusil popraviti v prihodnosti. Ima nekih, mislim, da 206 konjev, kar je čist ok. Ampak, če se zavedamo, da je avto 1800 kg težek, pa da, dajmo reči, je oblike kot cegel, torej učinkovit ne bo mogel biti, pa tudi, če bi imel zelo učinkovite BMW-jeve električne motorje, bo ta doseg pri tej večji bateriji mogoče dobrih 230 km po avtocesti, kar je za avto, ki se začne na 40.000 evrov, čist preveč. In tam se začenja dogajati točno to, kar jaz mislim, da te evropske blagovne znamke v primerjavi z kitajsko konkurenco, ali pa da ima tudi reči ameriško konkurenco, naprimer ta običajno Tesla za 42.000 evrov dobite pač vesolje razlike razvojne in tukaj se mi zdi res problem, da BMW če leta 2024 koncem leta 2024 prihaja s produkti za leto 2025, ki imajo take tehnične karakteristike. Treba je povedati, da ta baterija 50 kW se ne bo mogla polniti z 200 kW, ampak samo s 95, tudi ena tista cvetka.
ki nam lahko pove, da pač nekaj ni z blagovno znamko v redu. Se mi zdi, da te svete trojice, Mercedes, Audi, BMW, prav BMW na področju elektrifikacije dela najbolj konzervativne korake. Praktično nima avtomobila, ki bi bil samo električen, vedno gre za to neko hibridno opcijo med ICE-jem, hibridom pa električnim avtomobilom, torej na tej isti platformi težko narediš dober električen avto. Ne upoštevajo osnovnih načel, kot je aerodinamika, velikost baterije, količnik upora. Če veste, da so zadnjo petko naredili, ki ima večji količnik upora od prejšnje, vam je po moje jasen, da pač ne znajo delati platforme, da bi saj to isto ohranila, ne? Potem bi rekel, da ima na primer i5 lahko neke res dobre izkoristke, ne bom rekel pa, da motorjev mogoče nimajo res varčnih, ne, teh električnih pa res dobrih, ampak vse ostalo, kar je zgrajeno okoli tega ekosistema, pa ta moment ne nakazuje, da bo ta blagovna znamka bila sposobna preživeti v prihodnosti. Na tem mestu bi te povabil, da se naročiš na kanal, ker naslednji video bo še bolj predrzan od tega, namreč naslov bo 10 evropskih avtomobilskih znamk, ki jih do leta 2035 ne bo več. Namreč jaz verjamem, da Evropejci znamo narediti dobre ali pa celo najboljše električne avtomobile. Veliko vprašanje, če bomo pa znali narediti samo vozeče avtomobile, ki jih bo seveda poganjala umetna inteligenca. Če smo tukaj zraven ali nismo, zapiš, kaj si mišel spodaj komentar in pričakuj naslednji video. Pa marsikera druga evropska tudi ne, ampak ne morem reči, da mogoče so druge malo večje, pa malo mogoče drugačne. Je pa res, da večino teh blagovnih znamk tako pa drugače počasi po kanalih tudi s pomočjo posojil prehaja v kitajske roke in tako kot Volvo, Polestar, pa še kaj drugega, MG, počasi ali pa ziher postaja nekaj, kar ni evropejskega. Mogoče lahko zdaj za na konc tole povzamem, pa pojmo čistko. Zdi se mi, da ti vsi trije avtomobili so sicer oblikovno ful lepi izdelki ali pa dobri izdelki, imajo ta čustven naboj, ne, Mini recimo ne, igra na te čustvene karte Mini kupcev, Dacia navdušuje s svojim dizajnom, Renault 5 kliče to nostalgijo nazaj, ne, nas spominja, kako so bili oni včasih kul, pa ne želi s tem privezati nazaj. Tudi Renault z Renault 4 je naredil zelo lepo potezo, ampak na koncu, ko pogledamo vse te avtomobile, ugotovimo, da prave vsebine evropski proizvajalci pa nimajo in da se bojo očitno v prihodnosti skrivali za to fasado. Koliko časa jim bo to ratval, je pa veliko vprašanje. In tudi zato me za evropsko avtomobilsko industrijo ful skrbi. Če ti je bil video kul, daj se spodaj jav s komentarjem, povej, kje sem ga čist mimo sekal, pa česa ne razumem prav, ker raven spodbujanje k tej pozitivni debati more biti. Jaz bom več takih video vsebin delal, zato ker se mi zdi, da se o teh stvari ne govori na glas, pa bi se v bistvu na nek način mogli. Zdi se mi, da vi kot kupci morate biti informirani o stvarih, ki tudi niso tako dobre, zato da lahko pač pri nakupih presojate. Hkrati se mi pa zdi, da je mogoče moja dolžnost, če pač o teh stvarih pišem, da jih tudi mogoče povem takole v kamero na bolj enostaven način. Vi mi boste pa na drugi strani pomagali, da mi boste pač povedali, kje pač ga pa jaz mogoče vidim čist narobe. Tako da, to je to za danes, te se kul, dajte se javiti v komentarje, subscribati na vseh možnih kanalih, kjer sem, Instagram, TikTok, bolj malo, YouTube, pa Facebook. Tako da ja, čau.